Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji bomo osvetlili lik Rudolfa Maistra, slovenskega pesnika, slikarja, bibliofila, generala in borca za severno mejo. Letos je njegovo leto, saj je 29. marca minilo 150 let od njegovega rojstva. V prihodnjem mesecu, 26. julija, pa bo minilo 90 let od njegove smrti. K temu predajamo še en jubilej. 5. junija, pred dnevi torej, je minilo 30 let, odkar se je Radio Ognjišče prvič oglasil iz koprskega studia. Tam so nastajale tudi prve oddaje Graditelji slovenskega doma. In tokrat bomo ponovili oddajo iz leta 2004, ki jo je pripravila Darja Ambrožič. Z njo je bral Marjan Bajc. Vabljeni k poslušanju. San Carlo zdaj tiho sameva, kot da bi ves Trst zaspal. Le burja divja in buči, ter valček vzdiguje in val. A mene še v burji ne zebe, ko reže, ko žvižga srepo, ko mrzlo poljublja obraz in sinje pometa nebo. Veš, ljubica, srček ti zlati, če pijem ljubezen ti iz ust, misije nebeška pomlad, pa bodi avgust ali pust. Tako je v Trstu leta 1903, okoli Božiča, napisal pesem Morje in jo posvetil svojemu dekletu Marici general, pesnik in bibliofil Rudolf Maister. Življenjska pot Rudolfa Maistra je bila zavita, a tudi bogata. Rodil se je 29. marca 1874 v Kamniku kot tretji otrok. Bil je najmlajši sin finančnega uslužbenca Franca Maistra in Frančiške, rojene Tomšič. Oče je bil rojen v pečarski družini na Ptuju, mati pa v kmečki in poštarski družini v Trebnjem na Dolenjskem. Družina je bila trdno slovenska in ustvarjalna na več področjih. Osnovno šolo je obiskoval v Mengšu. Komaj 13-leten je izgubil očeta. Umrla pa sta mu tudi oba brata. V Kranju je dokončal nižjo gimnazijo. Z materjo sta se nato preselila v Ljubljano, kjer je obiskoval 5. in 6. razred gimnazije. Mati je dobivala po možu le skromno pokojnino, s katero je sinu s težavo omogočila šolanje. Že v Kranju se je Maistor ukvarjal z literaturo. Posebno veliko se je družil s slovenskimi pesniki. Kot dijak je bil član dijaškega literarnega društva Zadruga. V njem so bili tudi Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kete in Josip Murn Aleksandrov. Kasneje je vzdrževal stike s Simonom Gregorčičem, Jankom Glazerjem in drugimi. Župančičem si je dopisoval in ohranil prijateljske stike še kasneje. Leta 1920, po Maistrovem uspehu v bojih za severno mejo na Štajerskem, mu je Župančič poklonil zbirko svojih pesmi v Zarje Vidove in v njej napisal za Maistra zelo primerno posvetilo. Na, mojster, ki od misliti in sanj bilo je dano priti do dejanj. Kaj hočem jaz, ki v tega časa zmede, metati moram prazne le besede.
Po 6. razredu gimnazije se je majster odločil, da bo odšel v kadetnico, častniško šolo deželne brambe ali domobranstva, notranje vojske ob redni armadi. Za vojaški poklic se je najbrž odločil, ker mu je zagotovil življenjski položaj, res pa je tudi, da mu je bil vojaški stan všeč. Kadetnico je obiskoval na Dunaju in jo leta 1894 uspešno končal. Leta 1895 je bil imenovan za poročnika. Najprej je služboval v Celovcu in Ljubljani. Še dodatno se je uril v različnih vojaških veščinah in se že takrat seznanil s smučanjem. Na vojaških urjenjih je spoznaval slovenske kraje in sosednje dežele, kar je kasneje s pridom uporabil. Kot mlad častnik se je vneto vključeval v slovensko družabno in kulturno dogajanje v Ljubljani. V sebi je nosil predvsem umetniško dušo. Vseskozi je sodeloval v slovenskih slovstvenih revijah, poleg tega pa še ljubiteljsko slikal in razstavljal. Največ rezultatov na kulturnem področju je majster požel kot slovenski pesnik. Z literarnim delovanjem je začel v 4. razredu nižje gimnazije z izdajanjem dijaškega lista Internos. V 5. razredu je izdajal list Večernica. Prvi sestavek, ki je bil posvečen babici, so mu objavili leta 1890 v vrtcu. Nato je pisal predvsem pesmi in jih objavljal v Celjski Vesni, v Ljubljanskem Zvonu, v Slovanu, v Slovenskem narodu in drugje. Kot kadet je uporabljal psevdonim Vuk Slavič, kot častnik pa ime Vojanov. Podpisoval se je še z drugimi imeni. Njegovo književno delo se deli na dve obdobji. Prvo obdobje med leti 1889 do 1906 je njegova razigrana mladostna doba. Drugo obdobje, 1912 do 1930, je doba zrelih let. V mladih letih je pisal tudi krajša prozna dela. Nekaj črtic je bilo objavljenih. V zrelih letih se s prozo ni več ukvarjal. Izdajal je samostojno pesniško zbirko pesmi z naslovom Poezije, ki je izšla leta 1904. Razdeljena je na 4 dele: pesmi, posvečene Marici, balade in romance, fantovske pesmi in sonete. Kazen. Tam gori za našo vasjo 3 lipe zelene cvetov in sonce rumeno se smeje v zelene te lipice 3. Tam gori za našo vasjo v 3 lipah 3 ptičke pojo. I kaj pa pojo mi 3 ptičke v 3 lipicah tam za vasjo? Tam gori za našo vasjo pojo mi 3 ptičke tako. Oj, ljubica tvoja, ti fantič, ne ljubi te več. Tam gori za našo vasjo 3 lažejo ptičke grdo. Ne boste lagale ve ptičke v zelenih mi lipicah 3. Tam gori za našo vasjo mi počila puškica bo in žalostno bodo 3 ptičke zajokale v lipicah 3. Pred začetkom Prve svetovne vojne je začel majster ponovno pisati. Pesmi iz tega časa imajo resno vsebino in globlja čustva, prevevajo jih zrela življenjska spoznanja. Te pesmi pojejo o domovini, o njeni kulturi, predvsem pa o boju za svobodo. Kasneje se v njih spominja padlih tovarišev in obžaluje izgubljeno Koroško.
Proti koncu svojega pesniškega ustvarjanja je napisal najboljše pesmi, pesmi o slovenski zemlji. Veliko njegovih pesmi je uglasbenih in nekatere med njimi so ponarodele. Rožmarin. Cvete dekletu rožmarin, oj rožmarin zelen. Ne našel bi v deželah treh fant goršega noben. Oj cveti, cveti rožmarin in dehti skozi vas. Pod okno pride fantič zav. Zdaj moram v boj krvav. Daj rožmarina lepega, še šopek mi v pozdrav. Ko puške bodo pokale, na te mi bo spomin. In dekle v oknu skloni se, vršiču trga mlad, pa solzna vsaga fantiču pripne za gumbič zlat. Na, rožmarinček, fantič moj, ker ljubim te srčno. Cvete dekletu rožmarin, oj rožmarin zelen. Ne našel bi v deželah treh fant goršega noben. Ne našel bi v deželah treh fant goršega noben. Oj cveti, cveti rožmarin in duhti skozi vas. In duhti skozi vas. Pod okno pride fantic zav, zdaj moram boj krvav. Daj rožmarina lepega, še šopek mi v pozdrav. Daj rožmarina lepega, še šopek mi v pozdrav. Ko puške bodo pokale, na te mi bo spomin. Na te mi bo spomin. In dekle v oknu skloni se, vršič utrga mlad, pa solzna vsaga fantiču pripne za gumbič zlat. Pa solzna vsaga fantiču pripne za gumbič zlat. Na rožmarinček, fantič moj, ker ljubim te srčno. Ker ljubim te srčno. Na rožmarinček, fantič moj, ker ljubim te srčno. Ker ljubim te srčno. Leta 1905 se je poročil z Marico Stergarjevo iz Logatca. Rodila sta se jima dva sinova, Hrvoj in Borut. Majster je bil tedaj častnik avstro-ogrske vojske. Že imena njegovih sinov pričajo, kakšna je bila njegova narodnostna usmerjenost.
Leto 1908 je bilo v znamenju krvavih demonstracij. Vojaška oblast je premestila slovensko izpostavljene častnike in med njimi je bil tudi Rudolf Maister. Z družino se je preselil v Galicijo, v Přemysl. Tam je vodil šolo za podčastnike. Nekoč se je na vajah močno prehladil in zbolel na pljučih. Zdravstveno stanje je bilo zaskrbljujoče. Zdravil se je v Dalmaciji in celo v Egiptu. Po okrevanju ni bil sposoben za vojaško delo na fronti, zato je opravljal le dela v vojašnici. Premestili so ga iz domobranstva v Črno, pomožno vojsko. Leta 1913 je postal poveljnik njene izpostave v Celju. Med drugim je Maister navezal stike s celjskimi dijaki, ki so delovali v literarnem krožku. Dijaki so ga kot slovenskega pesnika poznali, bili pa so veselo presenečeni, ko so zvedeli, da se želi seznaniti z njimi. Sestali so se v celjski tiskarni. Mladi literati so bili zelo navdušeni, da so se lahko rokovali in pogovarjali s slovenskim pesnikom Rudolfom Maistrom. Prebrali so mu nekaj pesmi in proznih del ter opazili, da je bil z njimi zadovoljen. Svetoval jim je, kaj morajo popraviti. Zaupali so mu, da bi radi izdali dijaški list. Njihovo željo je podprl in jim obljubil pomoč. Ustanovili so literarni klub Kondor in pripravljali dijaško glasilo Savinja. Prva številka je izšla konec januarja 1914. K izidu je bistveno prispeval prav Maister, ki je izbral in popravil besedila ter napisal uvodno besedo. Ta ciklostirani list so dijaki razmnožili v 150 izvodih. Do konca šolskega leta so izdali še 4 številke, ki jih je ob sodelovanju dijakov uredil v glavnem Maister. Kot poveljnik 26. črnovojniškega okraja v Mariboru, kjer je služboval med Prvo svetovno vojno, se je družil s Slovenci in hodil v Narodni dom. To so mu mariborski Nemci zamirili in ga toliko časa tožili vojaškim oblastem, da je bil kazensko premeščen v Gradec. Zaradi pomanjkanja dokazov je bil na posredovanje doktorja Antona Korošca oproščen in se je kmalu vrnil v Maribor. Tiste čase se je v Avstro-Ogrski začelo močno gibanje za osamosvojitev slovanskih narodov. Zastopniki južnoslovanskih narodov iz Avstrije v Dunajskem parlamentu so 30. maja 1917 z Majniško deklaracijo razglasili, da se hočejo ti narodi združiti v posebno državno skupnost pod žezlom Habsburžanov. V drugi polovici leta, posebno pa v začetku leta 1918, so se pomembni in odločilni dogodki kar vrstili in obračali kolesje zgodovine. V Rusiji je izbruhnila revolucija. Ameriški predsednik Woodrow Wilson je razglasil svoje točke, ki naj bi zagotovile slovanskim narodom v Avstriji sprva avtonomijo, kasneje pa samostojnost. Ljudje so bili siti vojne in želja po miru je bila vse večja in se je odražala na vsakem koraku. Slovenske množice je zajelo deklaracijsko gibanje. Narodna zavest se je krepila. Maribor je bil tedaj nemško mesto. Med prebivalstvom jih je bilo samo 1/6, ki so se izrekli za Slovence. Toda Maribor je bil hkrati tudi gospodarsko, politično in kulturno središče širokega mariborskega zaledja, ki je bilo slovensko. Politično vodstvo štajerskih Slovencev se je pripravljalo na čase, ko se bo treba boriti za slovenski Maribor. K temu je veliko pripomogel Narodni svet, ki je bil ustanovljen v Ljubljani. Konec septembra 1918 so tudi v Mariboru ustanovili Narodni svet za Štajersko. Major Rudolf Maister je bil z njim povezan in mu je pomagal pri vojaških zadevah. Konec oktobra 1918 se je bližal konec centralnih sil.
Italijanska armada je začela silovito ofenzivo in potiskala avstrijske čete proti severu. 4. novembra istega leta je bilo podpisano premirje. Čete so se začele s frontnih črt pomikati že prej. Vojaki so si želeli čim prej vrniti se na svoje domove. Velika večina italijanske fronte se je brez discipline, brez vodstva in vsa sestradana vračala čez slovensko ozemlje. 29. oktobra 1918 so v Ljubljani razglasili državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. 2 dni kasneje je Slovenija že dobila svojo narodno vlado. Toda tudi okrnjena Avstrija brez jugoslovanskih dežel Češke in Galicije ni zaostajala. Postavila si je začasni parlament in vlado. Na vso moč so si prizadevali, da bi se ozemeljsko vsaj malo ponovno okrepili. Zase so zahtevali Maribor in Spodnjo Štajersko. 1. novembra 1918 je mestni poveljnik Holik sklical sestanek višjih častnikov, da bi se zmenili o vzdrževanju reda v Mariboru. Od slovenskih častnikov sta bila prisotna le major Majster in stotnik Edvar Vaupotič. Majster je vedel, da leži Maribor na spornem ozemlju, ki si ga lastita nemška Avstrija in država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Na sestanku Narodnega sveta je prejšnji dan zvedel, da bodo 1. novembra 1918 Slovenci prevzeli okrajna glavarstva na slovenskem Štajerskem. Ponujala se je priložnost, da pride v slovenske roke tudi vojaška oblast. Polkovnik Holik je začel po točkah razlagati svoj načrt za ohranitev reda v Mariboru, vendar se je dalo že takoj na začetku ugotoviti, da namerava mestni poveljnik Maribor zagotoviti nemški Avstriji. V Majstrovih očeh je bilo to nerazumljivo in nedopustno. Tedaj je major tvegal, da ga kot upornika pokončajo. Holika je prekinil, razglasil Maribor za jugoslovansko posest in odločno izjavil, da v imenu narodne vlade jemlje Maribor in Spodnjo Štajersko pod njeno okrilje, hkrati pa prevzema nad njima oblast. Častnikom je zagrozil, da bo prišel pred vojaško sodišče vsak, ki bi se upiral njegovim poveljstvom. Nekateri častniki so se mu podredili brez pomisleka, drugi pa so se obotavljali, vendar se niso uprli. Major je tedaj hitro ukrepal. Narodni svet za Štajersko je stal za njim in mu takoj podelil čin generala, da si je s tem zagotovil avtoriteto pri nasprotnih častnikih z nižjimi čini. Majster se je takoj lotil dela. Na noge je začel postavljati svojo slovensko vojsko. S svojimi borci je dosegel, da so mariborske enote zapustili pripadniki nemške narodnosti. Svoje vrste pa je krepil z vojaki iz drugih koncev Slovenije, predvsem z Primorske. Ti bi se namreč morali vrniti domov pod italijansko zasedbo. Število vojakov je naraslo tudi s pomočjo Srbov, nekdanjih avstrijskih ujetnikov. Poleg tega je razglasil tudi mobilizacijo na Spodnjem Štajerskem, s čimer se je zameril narodni vladi v Ljubljani. Kljub vsem zameram je vendarle zbral v dobrih 14 dneh vojsko 4000 slovenskih mož. Poleg pehote sta v njej delovala še topniški in konjeniški oddelek, imeli pa so celo svoje letalstvo. S svojimi vojaki je segel že čez Dravograd proti Velikovcu, menil pa je, da bi lahko še dlje na Koroško. Vendar mu tega v Ljubljani niso dovolili. V Mariboru pa tudi Nemci niso počivali. Za svoj denar so ustanovili posebno vojsko, Zeleno gardo, ki bi obvarovala mesto in okolico pred slovensko oblastjo. General Majster jim je prekrižal račune. V noči 23. novembra 1918 je Zeleno gardo razorožil, gardiste pa odposlal domov in tako obranil slovensko oblast. Mariborski nemški meščani, ki so se v mestnem svetu, na sodiščih in uradih izjavili za republiko, nemško Avstrijo, so si tedaj dobili za zaveznike socialdemokratsko delavstvo v Mariboru. Stavkami, zlasti na železnici in pošti, ki naj bi ohromile promet, preskrbo in zveze,
so skušali spodkopati slovensko oblast. Stavka poštnih uslužbencev ter sodnikov in uradnikov na sodišču je bila hitro končana. Slovenski pogajalci so zahtevali, da se morajo stavkajoči 30. novembra 1918 javiti v službo. Kdor ta dan ni prišel na delo, je bil odpuščen. Odpuščene so zamenjali slovenski uradniki, ki so prišli iz Ljubljane ali s podeželja. Pri železničarjih je šlo težje. V prvih dneh je stavka ohromila promet, a že 2. decembra je promet vsaj za silo stekel. Slovenski pogajalci z Maistrom na čelu so zahtevali prekinitev stavke in med drugim tudi uvedbo slovenskega uradnega jezika. Postopoma so na železnici ter v delavnicah državnih železnic in v kurilnici stavkajoče nadomestili slovenskimi delavci. Ti so prevzeli tudi vsa vodilna mesta. Poslovenili so sodstvo, mestni svet in vlado. V mestu so začeli z uvajanjem slovenske šole. Tudi na železnici je postala slovenščina uradni jezik. Kdor tega jezika ni znal ali pa ga ni hotel znati, ni mogel ostati v službi. Stavka se je končala 14. decembra 1918 s popolnim neuspehom. Za vsemi temi akcijami je stal general Maister svojo vojaško močjo. Ko si je utrdil položaj v Mariboru, so njegove enote začele zasedati ozemlje ob severni slovenski meji. Konec novembra leta 1918 je zasedel Špilje nad Šentiljem, nato pa poglavitno narodnostno mejo proti Avstriji. S posebnim dogovorom med slovensko in štajersko vlado je bila določena demarkacijska meja med njunima območjema. Veljala je do 10. septembra leta 1919, ko je bila sklenjena mirovna pogodba med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Republiko Avstrijo. S tem je bil zagotovljen mir na tistem delu slovenskega ozemlja. Zvečer se pa završki fantje zbero in nasilca gredo. Pod vrhom med slivami hramček čepi, po potu mu gledajo okenca tri. Za tretjim pa Katrica spi. Saj spi, a se precej zbudi, ko fantje svoj glas zaženo. Do okenca v temi poskuša, skoz roženkrat skrito posluša, ker mamke boji se močno. A završki fantje nalašč prav glasno, po trikrat na vrh mimo hranka gredo, zdaj gredo. A završki fantje nalašč prav glasno, po trikrat počasi navzdol pripojo. Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli ne peli in vriskali ne? Saj trgi za sladke že jagode gre in Katrica v 20 leto. Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli ne peli in vriskali ne? Saj trgica v sladke že jagode gre in Katrica v 20 leto. Konec aprila in v začetku maja so se pojavile govorice, da bo za Koroško odrejen plebiscit. Slovenska vlada je na svojo pest sprožila ofenzivo, s katero je nameravala zasesti Koroško in postaviti mirovno konferenco pred izvršeno dejstvo. Vse skupaj pa se je izjalovilo
in zamišljena ofenziva se je končala katastrofalno. Koroške nemške enote so slovenske čete popolnoma zavrnile in celo udarile proti Slovenj Gradcu in Muti. Tokrat je general Maister dobil nalogo, da postavi obrambno črto proti Slovenj Gradcu. Koroški Nemci se kljub pritisku niso hoteli vrniti na izhodiščne položaje. Zato se je 28. maja leta 1919 začela jugoslovanska ofenziva pod poveljstvom generala Krste Smiljanića. Napadalo je 5 odredov. Desnega, Labotskega, je od Dravograda čez Labot na Šentpavelj vodil general Maister. Slovenske čete so dobro napredovale in 6. junija 1919 dosegle Celovec in Gospo Sveto. Tistega dne je bilo tudi podpisano premirje z določitvijo zasedbenih con na Koroškem. General Maister je bil imenovan za poveljnika jugoslovanskih čet v coni A, ki je bila pod jugoslovansko oblastjo. Povabil je ugledne koroške Slovence, da so se združili v Narodni svet za Koroško, sam pa je bil izvoljen za predsednika. Uvajal je slovensko upravo, spodbujal razcvet kulturnega delovanja. Tako so se začela ustanavljati in širiti kulturna društva, izhajati so začeli časniki in glasila. General Maister je tudi pomagal usmerjati gospodarsko dejavnost koroških Slovencev. Še posebej se je zavzemal za propagandne manifestacije, s katerimi naj bi pridobili koroške Slovence, da bi na plebiscitu glasovali za priključitev k Jugoslaviji. Vse pa se je zataknilo, ko sta Svet četverice v Parizu in celovška mednarodna plebiscitna komisija najprej določila, da jugoslovanske vojaške sile nadomestijo policijske. General Maister je bil 18. septembra 1919 odpoklican, tako da mu ni bilo več mogoče vplivati na dogajanje ob plebiscitu. Vrnil se je v Maribor, kjer je bil leto dni poveljnik mesta. 17. novembra 1921 ga je Ministrstvo za vojsko in mornarico postavilo za predsednika jugoslovanskega dela komisije za razmejitev med Italijo in Jugoslavijo. To funkcijo je opravljal 2 leti, nato pa je bil zaradi slabega zdravja leta 1923 upokojen skupaj s starejšimi častniki, ki so prej služili v avstro-ogrski vojski. Takrat je bil star komaj 49 let. Nova oblast mu je prostovoljstvo v prevratnem času priznala, vendar tega ni uporabil, ker njegovim borcem ni bilo priznano. Že pred upokojitvijo je začel Maister bolehati za vnetjem živcev na nogah in ker ni bilo primernih zdravil, je skoraj povsem ohromel. Kljub temu je rad zahajal na Zavrh pri Lenartu, kjer mu je prijatelj notar Stupica dal na voljo svojo hišo nad vinogradi. Sredi kmečkega življenja v Slovenskih goricah se je Maister prijetno počutil. Poleg tega se je sedaj končno lahko spet posvetil tistemu, kar je ves čas zaradi službe postavljal na stran. Ponovno se je v njem prebudila pesniška duša in se predala liriki. Leta 1929 je izdal zbirko z naslovom Kitica mojih. Maister je znan tudi kot vnet zbiralec knjig, predvsem slovenskih. Že iz dijaških časov je bil zelo navezan na knjige. Načrtno jih je zbiral in si do smrti uredil lepo in bogato knjižnico. Njegovi poznavalci trdijo, da menda ni bilo slovenske knjige, ki je ne bi imel v svoji bogati knjižnici. Ko je bil upokojen, je tako še naprej dopolnjeval in urejal svojo knjižno zbirko in se na vso moč zanimal za umetnostno življenje v Mariboru, še zlasti za literaturo in slikarstvo. Na njegovem domu so se večkrat zbirali umetniki in kulturniki.
O Maistru kot slikarju vemo le malo. Ljubljanski zvon je leta 1900 ob razstavljeni sliki slikarja Jame zapisal tudi naslednje. Rudolf Maister pa je razstavil pri Šventnerju oljnato sliko Miramarskega gradu, ki priča o lepem talentu slikarja samouka. Znana je tudi njegova slika Blejskega jezera, ki jo je naslikal po končanih bojih za severno mejo, ko je bil v razmejitveni komisiji za slovensko zahodno mejo. Po izjavi sina Boruta je bil Maister dober znanec slovenskih impresionistov Richarda Jakopiča, Mateja Sternena in Matije Jama. V starejših letih se je veliko družil tudi z Nikolajem Pirnatom, ki je izoblikoval tudi njegov doprsni kip. Ker se je sam ukvarjal s slikarstvom, je toliko bolj razumljivo, da je leta 1920 sodeloval pri pripravi prve razstave slovenskih slikarjev v Mariboru. Bil je predsednik prireditvenega odbora. V otvoritvenem govoru je omenil delovanje društev Orla in Sokola ter se navduševal nad začetki kulturne dejavnosti v Mariboru. Omenil je književno, glasbeno, gledališko in likovno dejavnost, ki so začele delovati v osvobojenem Mariboru in so pokazale že prve rezultate. Ko je mariborsko gledališče leta 1929 zašlo v težave, je bil Rudolf Maister spet med tistimi, ki so pozivali Mariborčane, naj mu z denarnimi prispevki pomagajo in ga rešijo stalnih finančnih težav. Po končanih bojih je nameraval Maister napisati zgodovino bojev za Maribor in severno mejo, ki naj bi izšla v knjigi Naš Maribor. Ko je začel pripravljati to delo, je prosil udeležence bojev, naj opišejo tiste dogodke, pri katerih so sodelovali. Borcem je poslal vprašalnike in jih na ta način opozoril, kaj naj opisujejo in katere podatke potrebuje. Dela ni končal. Pripravil je le več člankov, ki so napisani deloma kot spomini, deloma pa je pri pisanju uporabil spomine soborcev. Članke je objavljal v Mariborskem koledarju, v Kroniki slovenskih mest, v Bojevniku, v Slovenskem gospodarju in v Slovenskem narodu. V času Avstro-Ogrske je Maister dobil 3 odlikovanja. Leta 1889, ob 50-letnici vladanja cesarja Franca Jožefa, je dobil kot aktivni oficir jubilejno medaljo. Ob 60-letnici vladanja istega cesarja je dobil jubilejni križec. Med Prvo svetovno vojno je dobil še bronasto vojaško zaslužno medaljo. Tudi v novi državi ni dobil velikih odlikovanj. Kot poveljnik Labotskega odreda je bil za zasluge v ofenzivi na Koroškem maja in junija 1919 odlikovan z redom Belega orla z meči 3. stopnje. Leta 1920 ga je Češko-Slovaška odlikovala s svojim vojnim križem od leta 1914 do 1918. Odlikovan je bil še z redom Karadžordževe zveze 4. stopnje. Za delo na kulturnem področju je bil odlikovan z redom Svetega Save 1. stopnje. Če odlikovanja primerjamo z uspehi, ki jih je dosegel v boju za slovensko severno mejo, lahko trdimo, da je prejel skromna odlikovanja. Ko je bil že v pokoju, se je poleti rad zatekal na Unec pri Rakeku, kjer je bival v nekdanjem podeželskem dvorcu svoje tete. Tam se je 26. julija 1934 tudi končala njegova življenjska pot. Zadela ga je kap, ko je bil star komaj 60 let. Ob prevozu njegovih posmrtnih ostankov z Unca v Maribor se je generalu Maistru poklonila velika množica ljudi v Ljubljani in v Celju. V Mariboru so pripravili mrtvaški oder v veži mestnega magistrata, kjer so se od njega poslovili Mariborčani. 28. julija 1934 so generala Rudolfa Maistra z velikimi častmi pokopali na Pobreškem pokopališču v Mariboru.
Leta 1995 so ustanovili društvo generala Rudolfa Maistra v želji, da bi ohranjalo spomin na slovenskega generala. Rudolfu Maistru tako oblast kot razumniki dolgo niso priznali vseh zaslug za narodov razvoj, ne v kraljevini Jugoslaviji, ne v povojni komunistični državi. Rudolf Maister je bil globoko prepričan, da si lahko tudi mali narod sam piše svojo zgodovino, da lahko sam odloča o svoji prihodnosti in se bori za enakopravno mesto med velikimi. Bruno Hartmann je o njem zapisal: Rudolf Maister je izjemna slovenska osebnost. V sebi združuje vojaka, umetnika, zaljubljenca vse lepo. Kot častnik je znal biti odločen, včasih prav oster, po drugi strani pa je bil do svojih vojakov prav očetovski. Zato so mu do smrti ohranjali vdanost in spoštovanje. Z njimi nam je zagotovil velik del domovine, ki jo je nadvse ljubil in ki bi bila brez njegovega vojaškega posega danes v drugi državi. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji smo osvetlili lik Rudolfa Maistra, slovenskega pesnika, slikarja, bibliofila, generala in borca za severno mejo. Letos je njegovo leto, saj je 29. marca minilo 150 let od njegovega rojstva. V prihodnjem mesecu, 26. julija, pa bo minilo 90 let od njegove smrti. K temu predajamo še en jubilej. 5. junija, pred dnevi torej, je minilo 30 let, odkar se je Radio Ognjišče prvič oglasil iz koprskega studia. Tam so nastajale tudi prve oddaje Graditelji slovenskega doma in tokrat smo ponovili oddajo iz leta 2004, ki jo je pripravila Darja Ambrožič, z njo je bral Marjan Bajc. Hvala za pozornost in še naprej lep nedeljski večer želimo.